Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Gibanje Svoboda mogoče ima listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nehajte piti kavo, takoj. Tako nekako lahko razumemo bizaren zapis na provladnem portalu Siol, kjer nas avtorica obvešča, da je starleta Tina Gaber nehala piti kavo in jo zamenjala z mačo. Kot bi rekel zimzeleni Karl Rjavec, boli me džoko. Sedaj pa se lotimo 108. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, čigav je fuzbal, slovenski, ljubljanski, od elite ali od vseh. Kranjski Janez je kušnil Ronalda in postal malodane nacionalni heroj, nekje v rangu Petra Klepca ali celo Martina Krpana. Čigav je v resnici fuzbal, bomo vprašali naša posebna gosta. Marka Pigeca iz Maribora in Miho Zupana iz Ljubljane. Marko, Miha, toplo pozdravljeno v Faktorju. Lep pozdrav tudi vam. Pozdrav. Marko, zate vem, da si bil na tej famozni tekmi s Portugalsko, ne? Ti si pač fotograf, praktično ne mine nek tak velik športni dogodek preko tebe in preko tvojih fotografij, mislim, brez tvojih fotografij. Miha, zate tudi vem, da nisi bil na tej tekmi, ker si v tem napisal na spletnem portalu enotnost.si si v tem napisal eno kolumno, en tekst, no. Ampak bi najprej Marka vprašal, ker je edini očitno od nas treh bil tam na kraju dogajanja. Marko, kako to izgleda zdaj? A je ta fama okrog Ronalda res taka, kakor jo pol tem pač naredijo mediji, pa tisti, bi rekel, bolj taki obrobni spremljevalci nogometa ali ne? Zagotovo. Cristiano Ronaldo velja za enega najboljših nogometašev vseh časov. Praktično skupaj z Messijem je njegovih zadnjih 10-15 let. In zrcali se to tudi na slovensko populacijo, ne, kar smo opazili, saj so vsi mediji praktično brandali tekmo na račun njega. Ne. Zato je bila tudi mogoče malo je bilo straha v zadju, da Cristiana mogoče ne bo sem, ne, če se poškoduje ali če bi bil preveč utrujen, ampak vsa skrb je bila odveč. Cristiano se je v Sloveniji pojavil, prišel je v Ljubljano, prišel je v Stožice in kakšnih prvih 10-15 minut je izgledalo, kot da vse Stožice navijajo samo zanj. Ja, to Miha ni v redu, ne. Mislim, v redu je pač, da daš neko priznanje, se mi zdi, nekemu takemu velezvezdniku, ampak da pa pač stadion navija za igralca tuje reprezentance, tega pa vsaj včasih nismo bili navajeni v Sloveniji, ne? Ne, ker tudi ta publika, ki je bila na tej tekmi, v bistvu ni klasična nogometna publika slovenska. To so bili ljudje, ki so prišli gledati super zvezdo. Zdaj, eni so dejansko kupili karte, eni so te karte dobili, ampak to je bil v bistvu nek medijski dogodek, ne nogometna tekma. Ne. V tem Cristiano Ronaldo je bil pač nek objekt poželenja za našo tovrstnih senzacij lačno medijsko sfero in zelo so to napumpali. Seveda so pri tem pozabili omeniti, da je on res v zatonu kariere, da on resnega fuzbala ne igra že vsaj 3 leta približno, ne. Sploh pa odkar je pač v Saudski Arabiji, kjer je nogomet na pač nivoju, ki ni primerljiv z Zahodno Evropo, kjer je preigral, tako da ampak pač ta njegova fama, ta njegov Instagram sledilci, on je mislim, da je človek mislim, da največ sledilci na Instagramu, nisem zdaj 100%, ampak to so pač stvari, ki v bistvu z nogometom dejansko nimajo nobene zveze. On je prišel kot pop ikona. Mislim, da ima samo Instagram več sledilcev na Instagramu od Cristiana Ronalda. To je povedno, ja. Marko, zdaj, zakaj je stadion nehal navijati za Ronaldo po tvoje? Zato, ker so naši tako dobro igrali, ali ker so ugotovili to, kar pravi Miha, da Ronaldo ni več v najboljših svojih nogometnih dneh?
Pa saj ni nehal navijati za njega. Ne? Ko se je prvič pojavil na stadionu, jih je skoraj kap zadela. Ne? To so bila stokanja, vzklikanja, da je meni postalo slabo. Ne? Res nimam rad tega, da nekdo na tekmi lastnega kluba ali pa na tekmi lastne reprezentance navija na nekoga drugega. Ne? Če ga želiš gledati kot, tako kot je rekel Miha, pop ikono, kot nekega svojega idola, idi na tekmo v Arabijo, ne? Pa ga tam gleda. Dobro, to je malo težje. Verjamem, ampak tudi jaz sem šel gledati svoje idole z otroštva tam, kjer so bili, ne pa, mislim, se k nam niti niso hodili. Kdaj je začel stadion navijati za naše? Mislim, da prvič, ko je Šeško krenil napad, ne? Ob golih pa itak, ne. Sem bil precej presenečen, da so se sploh veselili, ker ne bi rad bil preveč žaljiv, ampak 90% časa tekme je bilo, mislim, hujše kot v gledališču, ne. Ker v gledališču vse veš, da se ne smeš pogovarjati, pa ne smeš gledati na telefon. Tu pa sem slišal, vsaj jaz, pogovori ljudi za mano, ne, kar načeloma nisem vajen, ne, ker za mano so recimo Viole, Green Dragonsi in tam slišiš vse drugo kot pa pogovore. Ne. Tako da jaz sem zelo razočaran, da mi nimamo navijačev, da nimamo pravih navijačev, ker zapisal sem na svojem Facebooku, pa so nekateri skočili v zrak, ne. To za mene združeni slovenski navijači niso, ne. Tistih par ljudi, ki se tam zbere, pa mogoče dobi kako karto za ston, ne. Tako da, razočaranje je grdo, ne, da niso navijali. Mogoče se to tudi izrazilo na samih naših reprezentantih, ki so na koncu zapustili zelenico, ne. Ostal je samo Šeško pa Petar Stojanović na začetku, ne. Šeško pa res ostal 20-30 minut po tekmi, z vsemi otroci se je slikal, vsem otrokom je podpisal te avtograme, tako da vidi se, da je on res bodoča globalna zvezda in žalostno je, da tega v Sloveniji še nismo opazili, še ne vidimo, ne. Ne vem, kaj mora prestopiti v Real Madrid, da bojo to razumeli. Ja, to je zanimivo. Miha, ti si napisal en komentar, sem že omenil v uvodu, ne, se pravi, nova realnost, mislim, da si dal naslov, ne, se pravi, v bistvu, koliko ima to še zveze z nekim tem klasičnim, kaj bi rekel, nogometnim doživetjem, ne, recimo to, kar gledamo, kaj pa jaz vem, da ne bom rekel na Premier lige, Premiershipa recimo v Angliji in tako naprej, pa v Italiji, ki pač poje navijači, cel stadion navija, tako je neka euforija, so neka pristna čustva. Človek recimo navija za klub v celo življenje, za reprezentanco še enako, ne. Bomo mi to, smo sploh kdaj imeli v Sloveniji, smo vmes to pač malo pozabili, se pri nas to ni razvilo, kako je s tem po tvojem? Pri nas so bile sporadično take nogometne euforije. Zdaj, če pogledamo zelo daleč v preteklost, recimo leta 1965, ko se je Olimpija uvrstila v Zvezdno ligo, takrat prvo Zvezdno ligo, je bila blazna euforija, ne? In potem sezona 65-66 je Olimpija Bežigrad je bil skozi poln, povprečen obisk je bil 10,000 gledalcev, ne? To je bila, ampak to so res časi, ki so že davno pozabljeni. Zdaj, če prevrtimo naprej, pač ta Euro 2000 je bil takrat po razpadu Jugoslavije, je nogomet v Sloveniji mičken izgubil domovinsko pravico, če lahko rečem, in je ratal en tak mal šikaniran šport in to sta Katanc in Zahović s tisto reprezentanco potem na prelomu tisočletja definitivno spremenila, ne. Takrat, kdor je takrat hodil na bežigrajski stadion na reprezentančne tekme in bi prišel danes, oziroma pred kratkim na tole tekmo s Portugalsko, bi bil šokiran. Recimo, da vmes ne bi sploh spremljal teh, koliko je bilo to zdaj, že kar 2 desetletja, ne, bi bil šokiran, da je to v bistvu ista država in da je to isti narod, ne, ker takrat za Bežigradom ni bila euforija v tem smislu, kot je bila tle za Ronalda, ne, kjer se pač nekako kot ene histerične najstnice ljudje fokusirajo na neko super zvezdo, ampak je bil res neka anarhična
norost je bila v zraku, ena taka manija, vsi so bili obsedeni s to reprezentanco. Ta reprezentanca je dejansko predstavljala nas, ne? Nas, jaz sem tudi ta generacija, ki sem približno toliko star kot najmlajši igralci te reprezentance in smo se res poistovetili z njimi. In to so bili pa igralci, ki so dali še čez jugoslovansko šolo. To je bila vsem mačken trša edukacija nogometna in so bili igralci, ki si jih lahko spoštoval. Jaz danes te igralce, ene imam zelo rad, tako generalno, pa to generacijo težko gledam z istim občudovanjem, mogoče seveda tudi pač, ker si toliko starejši in si že toliko dal skozi, da pač drugače doživljaš te stvari, ampak mi smo dejansko imeli takrat nogomet v Sloveniji res na nivoju nacionalne obsesije. Ne? Tega zdaj ni. Lahko skočim? Ja, povej, Marko. Mi imamo en problem trenutno, ne, v slovenskem. Če imamo samo enega, je še v redu. Ja, ne, mislim, glavni problem v slovenskem nogometu je ta, da ga ljudje več ne vidijo, ne, ker je privatiziran na plačljivi televiziji. Hkrati ljudje, če želijo gledati tekme reprezentance, morajo iti v čakalno vrsto. Torej, če se mi trije zdaj zmenimo, da bi šli na nogometno tekmo, bomo težko sedeli skupaj, ker ne bomo kar dobili. Ne? Torej, ne bomo prišli tja kot neki navijači, ne bomo mogli skupaj ustvariti vzdušja. Pa tudi to je prepoved ali pa distanciranje od ultrasov. Ne? To so tisti najzvestejši navijači, ki jih poznamo v Mariboru, ki jih poznamo v Ljubljani, ki jih poznamo v Murski Soboti, pa se pa počasi že to pri nas konča. Ne? In ne vem, ko pride do kakšnega malo večjega rompompoma na tekmah, se pojavijo nogometni strokovnjaki, ki to niso, ne? In bi naenkrat vsem prepovedali dostop, vstop, bakle in grejo na živce. Zakaj prižigajo navijači sploh bakle? Si predstavljaš, recimo v Stožicah zdaj na tekmi proti Portugalski, da imamo tam severno tribuno, ne vem, južno tribuno, pa da malo zagori na koncu. Saj jaz vem, da to nekomu ni všeč, ampak nikoli še ni prišlo do poškodb, ko je nekdo prižgal baklo. Pa tudi sami igralci bi doživeli močnejšo energijo. Jaz se zelo bojim, kako bo to izgledalo na Euro, če bojo šli turisti tja, pa nas bojo, ne bom rekel sramotili, ampak mogoče naši ne bojo niti igrali na domačem terenu, ker če bomo imeli na drugi strani Srbijo, pa ti veš, da Srbi naredijo vzdušje, torej kaj bomo mi tam vzdihovali, jedli hamburgere, mislim, naši igralci bodo na Euro potrebovali navijače in jaz mislim, da tip v zeleni uniformi to ne predstavlja. Ja, jaz mislim, Marko, da že zastave bi bile zame že v redu, pustimo bakle, ampak verjamem, da bo Hajdi, tako kot je dala na tekmi s Portugalsko, dala tudi na Euro vse od sebe. Predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem. Čigav je v resnici fuzbal, ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Viola Marko Pigec in pa Green Dragon, če smem tako reči, Miha Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, čigav je v resnici fuzbal. Zdaj, Marko, ti si rekel v prvem delu oddaje, na začetku je cel štadion navijal za Ronalda, ampak se mi zdi, po tekmi pa cela Slovenija navija za tega nesrečnega Janeza, ki je uletel na igrišče, pušnil Ronalda in se z njim slikal. Zdaj, kak si ti to videl, recimo, tam v živo? Najprej sem mislil, da mu bo kaj naredil, ko sem videl tip oblečen v črno, varnostniki obrnjeni proti igrišču, ker so gledali tekmo pa navijali namesto nazaj proti obiskovalcem. Potem smo se pa vsi režali, ko je potegnil telefon, pa tam selfija naredil. Cristiano je bil vidno zmeden, ali pa jezen, ali pa ne vem. Ni bil ravno navdušen. Ni bil vesel, ampak se mi zdi, da se je dobro zadržal. Mislim, veš, to je velik problem pri teh zvezdnikih, ker ne smejo pokazati, da jih je strah.
Morda se spomnita oba, ko so iz severovzhodne tribune Ljudskega vrta priletele bakle proti Zlatku Zahoviču, ne? Pa je šel mimo kot da leti, mislim, suvereno, hladnokrvno, kameno lice, ne? Takrat je Amir Dervišević, igralec NK Maribora natiskal, ki je rekel, da je pričakoval, da bo žogo zaštopal s prsi, pa volev daro nazaj, ne? No, hočem reči, tukaj je izgledalo najprej malo strašljivo, potem pa smo pač videli, da gre za nekega pajaca, ne? Ki še ga je na koncu poljubil. Ponovno smo Slovenci izpadli kot LGBT fani, ne? Si se zdaj malo izrazim na smešen način, ne? Ja, ni bilo ravno to tako, kot si mi predstavljamo, ne? Ker mesec nazaj se je zgodil incident v Murski Soboti, ne? Pa je cela Slovenija skakala po konci, ne? Tukaj pa je ta tip postal dejansko heroj. Drugi dan na enem izmed radijev, ki je po moji presoji NZS radio, ne, so ga celo delali heroja, ne. Kar je narobe, ne, ker tip je namreč priznal v etru, da je on to pripravljal naklepal 15 let, da se celo obu tekaške čevlje, ne, da bo ga težje ujet. Mislim, si predstavljaš, da nekdo v prime timeu na enem močnem mediju razlaga, kako bo nekoga ubil, ne? Kaj bi vsi naredili, ne? Zdaj, to je mogoče nekomu izpadlo posrečeno, ampak nažalost je to hudo in fejst narobe, ne? Jaz bi človeku dal dosmrtno prepoved obiskovanja športnih prireditev, ne? In če bo kdaj po kakšnem naključju ta človek imel otroke, ne? Naj se gre na policijo javiti, pa v času športne prireditve tam sedi, ne. Ker kazen 240 € za to, da si naredil selfija z Cristianom Ronaldom na tekmi, ne, se splača, ne. Ja. Kaj bomo naslednjič naredili, ne, pride Haaland sem, kaj pa skočim preko, pa tam selfie, pa ne vem kaj, dejansko zbereš na enem izmed spletnih akcij, ne, ponudbe, ne, kaj narediš, ko šprek skočil, pa ti denar nakažejo. Mislim, to je hudo narobe, po drugi strani pa rečemo, da so Viole pa Dragonsi živali, ne. Ja. Ja, se tudi temu Janezu Miha je nek youtuber, sem videl, plačal kazen, ne. Zdaj, vemo... Ja, pa ne bo plača 50 000 € kazni, ne pa 200 €, ne, mislim. V tujini Miha, recimo pač v Angliji, kjer so imeli probleme z navijači, ne, so to rešili, zdaj ni ograje, skratka, ljudje sedijo ob igrišču. Nobenemu ne pride niti na misel, da bi priletel na igrišče, še manj, da bi koga, ki prileti slučajno na igrišče, da bi z njega delali nekega nacionalnega heroja. Zakaj po tvoje pri nas tako, kot je? Misliš, da je to del tega, o čemer si že govoril, namreč pomanjkanje te neke nogometne kulture? Jaz mislim, da je to prav specifika izključno te tekme, ne? Jaz mislim, da če bi na kjerikoli drugi tekmi nekdo udaril na igrišče sredi igre in hotel karkoli imeti od igralcev, bi pač varnostniki laufali za njim, ga podarili na tla. Saj to se občasno zgodi na večjih tekmah, imamo ljudi, ki vdrejo, laufajo, ampak nikoli ponavadi ne pridejo do igralcev, ne? Ponavadi se jih pravočasno ustavi. Jaz ne razumem, kako se lahko to sploh zgodi, ne? Prvič, kaj dela varnostna služba? Kaj pa, če bi potem, ko je ta človek leto, bi eni rekel, olej, pa bi pa še mi, pa bi jih prišlo 10, 15, 20, kdo jih bi zdaj vse lovil po igrišču, ne? Ja. Mislim, eno je, ne, da ko se doseže nek res izreden uspeh, pa se odpiska konc tekme, pa raja v navalu nekega navdušenja vdre na igrišče. To je drugo, ne? To so neke res močne emocije, to je neka euforija, to je pa nek vnaprej načrtovan napad. Ja. Zato mislim, da se to zgodi, ampak potem je treba to tudi sankcionirati in pravilno oceniti, ne pa da pol mediji iz tega delajo neko simpatično zgodbico. Ne, meni je to nepojmljivo čisto. A smo imeli srečo po vajenem mnenju, da mu ni še kaj naredil, recimo vrgel vodni balon v glavo ali pa kaj hujšega? Ja, seveda, ne, ta človek, kdorkoli bi lahko, potem 16 000 ljudi je na tem stadionu, od teh 16 000 bi potem lahko kdorkoli s čimerkoli prišel na igrišče pa počel, kar bi hotel, ne. Mislim, to je... Zamisli si, da bi imel Novoš, recimo, ne? Ja, mislim... Ja.
Pa se bi 15 let pripravljal, kako bo največjo zvezdo tam atentat nad njim izvedel. Koliko vidva mislite, da je Nogometna zveza Slovenije kot organizacija, ali pa če rečemo zveza kot zveza, vodstvo in tako naprej, strukture, da so tudi oni malo izgubili ta občutek za to dušo nogometa? Ker v zadnjem času se mi zdi, da to gre bolj v smer nekega šova. Imate tudi vidva tak občutek? Ne vem, mislim, jaz opažam, da imamo fejst probleme v slovenskem nogometu. Ja. Če govorimo o slovenskem nogometu pri reditvah, ker ostale tekme itak niso obljudene. Ne? Ampak, če pogledamo samo tekmo Mura-Maribor, kjer je ob najavi policistov, da bodo event snemali, na koncu ni bilo posnetkov, varnost na tekmi je bila katastrofalna. Mura je bila nagrajena samo 4500 evri kazni, če se še dobro spomnim. Maribor pa hudo kaznovan. 4 tekme prepovedi, to, če si izračunate, koliko je to stroško ali pa izgube dohodka, plus odzem točk. Za tekmo, na kateri nisi organizator. A dovoliš, Marko, tukaj vprosti, ker te prekinjam, da Miho Zupana, ki je nevtralen tudi, vprašam, kaj on recimo misli o tej kazni Mariboru. Saj vemo, vse gledalke in gledalci vejo, o čem govorimo, pač o tistem nesrečnem topniškem udaru, tam so pač neki igralci oziroma klub Mure je potrebovala zdravniško pomoč in tako naprej. Potem je pa mariborski klub, čeprav teoretično s tem ni imel nič, kako pravi Marko, ni bil organizator tekme, ni bil domačin in tako naprej, dobil neko drakonsko kazen. To je klasična poteza NZS. Vedno se v bistvu kaznuje klub, katerega navijači so. Tudi recimo, ko je NZS prireditelj finala slovenskega pokala, to je NZS organizator, nista kluba organizator. Pa igrata Olimpija in Maribor, je vedno nekaj narobe, vedno so bakle, vedno se puli stole in tako naprej. Račun za to dobita kluba, čeprav je organizator same tekme NZS. Pokalno finale je edina tekma, kjer je organizator NZS. Ligaške tekme je vedno organizator tisti klub, katerega štadion je. Tako da v tem primeru meni se je to zdel, jaz sem pričakoval to. Ne moram reči, da se čisto strinjam, ker jaz mislim, da bi tle mogli ugotoviti individualno krivdo. Mislim, da bi mogla biti pač stvar tako organizirana, da nekdo, ki bo to naredil, ve, da bo posnet, da se ga bo videl in da bo sankcioniran za to. Ker zdaj, jaz pač pri Violah ne poznam nobenega, poznam pa zelo veliko Green Dragonsov osebno. In to so zelo različni ljudje. Ne moreš ti njim reči, da so vsi Green Dragonsi taki, kot so, da imajo vsi tako politično prepričanje ali pa drugačno, da vsi hočejo bakle metati, da vsi se hočejo tepsti. To so zelo heterogene skupine, saj to, kar jaz poznam. Tako da sklepam, da je pri mariborski skupini podoben, tako da zdaj kolektivno kaznovati, pač to je najlažje. Kaj bo... Po eni strani tudi razumem NZS, ker če enkrat ne moreš odkriti krivca, pač medijski pritisk je bil tak, da nekaj moraš narediti, moraš reagirati in reagirati moraš tako, da zgleda, da si res nekaj naredil. In mislim, če pustimo navijaške strani ob strani, jaz vsem mislim, da to ni bila čisto pravilna odločitev, ne vem pa, kako bi se lahko drugače odločil, ker se dejanskega krivca ne ve, kdo je. To je problem. Ampak Marko, taka stvar lahko tudi recimo v končni fazi odloča o naslovu prvaka. Ja, glej, Maribor je letos izgubil 5 točk na račun napak NZS-ja. To je za mene napaka NZS-ja. Ne pozabimo tekme z Rogaško, ker je Rogaška ni znala si tolmačiti pravila tega mladega igralca do 21 let, če se ne motim. Takrat je Maribor z njimi remiziral. Kasneje so bile velike polemike o tem, ali je Rogaška imela primerne igralce not ali ne. Torej, 2 točki odvzema Mariboru, ker je dobil samo eno, plus te 3 točke v Murski Soboti, kot gostujoča ekipa, ki ni naredila kot ekipa nič narobe. To je 5 točk. Zdaj pa, če ti prešteješ v trenutni razvrstitvi lestvice Mariboru dodatnih 5 točk, ti je jasno, da so v igri za naslov.
ne vem, mislim, meni osebno se zdi to narobe, ne. Hkrati se mi zdi narobe, tudi Olimpiji so recimo vzeli naslov po točkah, ne, če se spomnite oba pred 20 leti, 21 leti, ne. Ampak tam je pa dejansko bila administrativna napaka, ne, ker so fuzbalera pozabili dati na zapisnik, ne. Ampak si ti predstavljaš, mi živimo v 21. stoletju, ne, in zveza nima sistema, ki bi nekako, da bi ti kot z enim klikom na ekipo ugotovil, kdo ima kartone, kdo je poškodovan, kdo ne sme igrati, ne. Mi še tega danes nimamo, ne. Če ti greš pogledat recimo na NBA, ne, na njihovo stran, ti vidiš, odkot Luka Dončić meče na koš, ne. Tukaj pa ne vemo, kam se streljajo penali, kam se prosti streli oziroma kazenski streli, ne. Ti ne vidiš nič, ne, ti niti ne veš, koliko ima kdo podaj, ti moraš nekaj to iskati, težko najdeš. In to je meni ful narobe, ne. Potem so govorili, da na nekaterih tekmah ni bilo interneta, pa niso mogli delegati pogledati, kdo je dejansko star. Mislim, to je meni smešno, kot to danes. Mi se o tem pogovarjamo, ne. Ampak glej, ena uvrstitev na lestvici, ne, cele sezone lahko hudo vpliva na prihodnjo sezono ali pa recimo, če se ti ne uvrstiš v Evropo, če ti ne postaneš prvak, to se pozna, ne, na denarju, to se pozna na igralcih, na pogodbah, tako da meni se to zdi fejst narobe, ne. Potem pa te finte z temi administrativnimi napakami, ne, ko podpredsednik napiše pritožbo, jo ožigosa s klubskim žigom, ne, pa reče, zaradi administrativne napake vse skupaj padlo v vodo in niti nismo obravnavali, ne. Prav se vprašaš, ne, če se ti to sploh še zdi smotrno spremljati, razumeti in dejansko navijati, ne. Ker veš, lahko se tudi zmeniš, tudi Miha se po moje strinja, ne, ampak mi nimamo istih vatlov v slovenskem nogometu, ne, če se zdaj o nogometu pogovarjamo, ne. Nekateri imajo višje kazni, drugi imajo nižje kazni, mislim, pa ne govorim zdaj zato, ker navijam za Maribor, ne, vse skupaj je res smešno, ne. Po drugi strani pa ne kaznujemo Celja, ki ima ruski kapital, ne. Pa nimam nič proti Rusom, ampak vsi Rusi so sankcionirani, Celje pa ni, ne. Pa ti bo znal Miha verjetno kaj več povedati o tem. Miha, izvoli, evo, so me sama všesa. Dobro, ja, zdaj. Samo pazi, Aljuš je navijat Celja, ne. Se pač zelo inovativno financira pač računov, ki niso v Rusiji, ampak le, to niti ni, pač to je kreativnost teh ljudi, ki to vodijo. Jaz mislim, da je fajn, da ljudje vlagajo v slovenski nogomet, po drugi strani se pa vprašaš malo, zakaj. Zakaj recimo te Rusi vlagajo v Celje, zakaj te recimo jim Nemci zakaj vlagajo v Olimpijo. Turki prihajajo v Muro recimo zdaj, ne? Tudi ja, to so vprašanja, na katere je zelo težko odgovoriti, ker slovenski nogomet se dejansko ne splača, ne? Slovenski klubski nogomet prinaša izgubo, ne? Tako da tle moraš imeti neko računico, ker eno je, da si ti recimo, ne vem, navijač od nekdaj in imaš denar in boš zdaj ti kupil svoj klub in boš... Razumem, ja. Drugo je pa, da ti pač imaš neko konkretno idejo, kaj hočeš narediti in na kakšen način bi zdaj ti to speljal, da imaš ti nek dobiček od tega, ampak tudi na najvišjem nivoju se nogomet ne splača, ne. Roman Abramovič je recimo odličen primer tega, on ni kupil klub zaradi tega, da bo služil denar z njim, on ga je kupil zaradi sportswashinga, ne, da se popravi javni imidž, da se zavaruje tako pred Putinom kot na drugi strani pred Britanci in to mu je dolga leta zelo dobro uspevalo, ne. On od tega ni imel nič finančno, ne. On je samo izgubo imel v bistvu, ne, ker je ta klub v bistvu imel že blazne dolgove, takrat, ko ga je kupil, ne. Ja. Tako da, in pol, ko greš pa daleč dol po piramidi do naših klubov, kjer je pa mi nimamo niti zrihtan, da bi imeli televizijske pravice normalno pokrite, če pogledali smo samo na Hrvašk, tako imajo oni to zrihtan, koliko se pri njih dobi za televizijske pravice, koliko se pri nas dobi. Če primerjamo gledanost, meni so enkrat ene številke gledanosti kazali Lige prvakov in pa slovenske lige pri nas. Te številke so primerljive, ne?
primerljive so. Ne? Zakaj potem naši klubi dobijo drobiž za televizijske pravice, medtem ko se plačuje zelo visoke cifre za prenose Lige prvakov. Pol stavnice. Ne? Pri nas je pač ta trg zaprt, to je monopol čisti. Ja, športna loterija je edina, ki lahko organizira športne stave. Ja. Jaz sem se pogovarjal z ljudmi, ki so v klubih, njih stavnice skozi nagovarjajo, lejte, vi sam zrihtite, da mi lahko pridemo, mi vam damo denar, sam da smo lahko zraven, da smo lahko na dresih, da smo lahko ne vem kje, na štadionu, reklame, ono. To bi bili veliki denarji, ampak to se pri nas ne sme. Ne? In poleg tega pa še pol ta denar od športne loterije se pa pol daje, ne vem, v smučanje, pa v te stvari, ki pa res niso profitabilne, niti na najmanjši način. Tako da fuzbal v bistvu sponzorira ostale športe, sam pa nima nič od tega. In to tle je pri nas ena taka luknja, ki mislim, da jo je zelo težko. Eno temo bi še rad obdelal z vama. Zdaj, Nogometna zveza je bolj ali manj neposredno ali pa med vrsticami, kakor hočemo, sporočila, da bo reprezentanca igrala sam še v Ljubljani, sam še v Stožicah. Neke razloge so za to navedli, pa me zdaj zanima pač vajino mnenje. Se vam zdi to v redu, se vam ne zdi v redu? Pač včasih je, saj vemo, najprej je imel domicil Maribor, potem je bilo Maribor Ljubljana, zdaj na koncu je samo še Ljubljana. Kaj vi pravite na to? Ja, ko reprezentanci gre slabo, se tekme prestavijo v Maribor, da se tam vse skupaj zgradi, ker mariborska publika je vendarle publika, ki ima rada nogomet, ki gre na tekme tudi, ko ni rezultatov. Ko pa je treba narediti večji denar, pa je, ne vem za reko logika, ampak stadion v Stožicah sprejme 16,000 ljudi, v Ljudskem vrtu 10,000 plus, torej imamo 6,000 kart razlike. Pa če rečemo, da je ena karta poprečju razlike 25 evrov, ti je jasno, kakšen denar je to. Pa plus to, da so si izračunali, da je pot do Maribora z avtobusi ali kakorkoli bi reprezentanca prišla v Ljudski vrt dolga. Meni vzame ena pot v Stožice, ko grem na tekmo 6 ur, recimo 7, verjetno njim še več. Tako da to logiko po mojem oni sledijo, ker se jim pač preprosto ne da sem hoditi. Je pa res, da stadion v Ljudskem vrtu je primernejši za težke tekme, ker je publika bliže, ker je bolj akustičen. Stožice so vendarle betonski kolos, in so navijači precej oddaljeni od samih igralcev. In tudi sami igralci so v preteklosti znali povedati, da mi je ljubše igrati tukaj. Govorimo o tekmi, ne vem pa o ostalih stvari. Je pa res, da ima Maribor težave z parkirišči, da ima težave z VIP-i, in po mojem ima zveza, ki pač želi imeti VIP sceno, jim je pač v Stožicah ljubše, lepše, lažje. Pa tako bom rekel, Stožice, ko se pripelješ na tekmo, recimo mi kot novinarji pridemo z avtom direkt nasproti igrišča, vzamemo akreditacijo, gremo na igrišče, torej nimam stika z ostalimi obiskovalci tekme. V Ljudskem vrtu je malo težje, v Ljudskem vrtu moraš iti čez celo mesto. In to so po moje te prednosti, ki si jih pač zveza želi. Trenutno je pač večji denar v Ljubljani in stremijo k temu. Hajdi bi imela pa bližje iz Celja v Maribor, recimo, kot Ljubljana. Ampak, Miha, kaj ti praviš na vse to? Ja, jaz bi raje videl, da reprezentanca kje druge igra, ker pol je trava čisto uničena za tekme Olimpije. Jaz mislim, da je tle odločitev v prvi vrsti finančna in logistična. Pač štadion sprejme toliko več, oni čisto monetarno razmišljajo, če prodaš 3-4 tavžent kart več, je to boljš za nas. Poleg tega je pa to bližje za vso Slovenijo. Ljubljana je centralno locirana in ljudje iz Krana in iz Kopra in iz Novega mesta imajo pač bližji. Pač, jaz mislim, kar se mene tiče, reprezentanca lahko igra, ker jaz jo res ne čutim jo kot svojo tole reprezentanco, tako da težko komentiram iz tega vidika, tudi ne hodim na tekme, tako da se me ne dotakne na ta oseben način, da bi zdaj jaz mogel iti v Mariborju gledati, tako da
Bi bilo pa verjetno drugače, če bi imeli nacionalni stadion. Sej verjetno je to bila ideja, ko je Joc Pečečnik zaštartil svoj projekt. Recimo teoretično bi lahko Olimpija igrala pač na njegovem stadionu, se pravi v bivšem Bežigrajskem, pa bi potem Stožice bile res, koliko v Wembley, recimo, samo za tekme reprezentance. Absolutno, to tudi jaz zagovarjam. Recimo, jaz ustrajam, da bi mogla Olimpija igrati za Bežigradom, ker pač to je duhovni dom Olimpije, Olimpija tam že od nekdaj in to, tam bi mogli, pač toliko bi ga mogli zrihtati, da je za, ne vem, nekih 7-8 tisoč ljudi, ena tribuna na eni strani, ena na drugi, čist dost za slovensko ligo. Če bi bil kakšen derbi, ki bi res odločal o čem in bi se pričakovali več kot 7-8 tisoč gledalcev, bi jo komot predstaviš v Stožce. Sam seveda, Stožce so pač zgradili in zdaj jih je treba uporabljati. In tudi je pa problem, ta trava v Stožcah je problem. In zdaj naslednji sezoni bo še Bravo igral v Stožcah, ker bojo ne bi prenavljali. Bo trava še bolj na udaru. Ja. No, ampak če lahko skočim, izvoli, zdaj se pogovarjate spet o 2 stadionih v Ljubljani. Ja. Moramo pa vedeti, da ena, pa ne bi zaradi žalo ostalih klubov v prvi ligi, nekateri igrajo na njivah, nekateri, mislim, nima veze, ampak mi moramo vedeti, da infrastrukture v Sloveniji ni, hkrati pa stremimo k temu, da bi navijače nagnali stadiona. Imeli bi kot v Ameriki, se pravi nekoga, ki pride na hamburger, na hot dog, pa potroši. Recimo, prej ste se ravno pogovarjali o teh privatizaciji televizije. Jaz ne vem, kako bojo sponzorji to sprejeli. Mislim, če bi jaz bil sponzor, bi rekel, da me ne zanima, če me vidi 10% ljudi. Meni bi bil cilj, da me vidijo vsi. In to mene zelo skrbi, kako bo to izgledalo, ko se bodo sponzorji začeli ukvarjati z gledanostjo. Misliš, da ne bo podobno kot s košarko, recimo po končni fazi odbojko, Marko, v smislu, da pač se potem zmenijo recimo s Pro Plusom, pa so tekme tam v času prvenstva? Misliš, da bo podobno? Mislim, glej, cilj RTV-ja mora biti, da so tekme pri njih, ker zato imamo RTV. Mislim, ne bi rad žalil oddaj na RTV-ju, ampak v prime timeu, kaj mi sučemo na RTV-ju, tekme so pa ob 3 popoldan na stadionih, kjer ni nikogar. Mi se moramo začeti ukvarjati s tem, da nam lahko šport veliko prinese. Lahko nam pa tudi veliko odnese, če ga ni. Ker prej sta omenila košarko, če se Cedevita umakne z Olimpije, mislim, da Olimpija več ne bo v prvi ligi. Ja, možno. Evo, smo naredili nastavke že za naslednjič, ko vas spet z veseljem povabimo v oddajo. Za danes se nam je žal čas iztekel. Marko Pigac, Miha Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil tem, čigav je v resnici fuzbal, že 1016. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo bo novi predsednik Socialnih demokratov. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.